Torej, kolesa so na prtljažniku zadaj, eno je tudi gor, na strehi imamo tudi strešni kovček, pripravljeni smo za potovanje. In seveda zdaj v teh prvih kilometrih vozimo zelo pazljivo, previdno. Sej, če drugega ne, strešni kovček žvižga in ga zato tudi slišimo, torej nas ves čas opozarja na to, da je tam gor. Ampak potem nekje na sredi poti ponavadi vse te periferije navadimo in pozabimo na njo. Takrat se zgodi. Dogaja se tudi, da smo povsem izgubljeni, brez parkirnih senzorjev in pa vzvratnih kamer. In ker žvižganje strešnega kovčka radi utišamo z glasbo, žal v premnogih primerih na koncu ugotovimo, da bi senzorje potrebovali tudi na strehi. Da imamo oči na pecljih, je še posebej smiselno pri tistih garažah, ki nimajo označene višine. Če gremo skozi vrata, torej še nič ne pomeni. Ampak, a veste, katera je najbolj pogosta, recimo temu, poletna škoda, ki jo zaznavajo zavarovalniški cenilci? Najbolj tipične so kakšne kraje prenosnih računalnikov. Se pravi razbita šipa. Razbita šipa. Nasvete na parkiriščih torej res ne jemljimo lahkomiselno. To namreč se ne dogaja samo drugim. Je pa res, da k sreči za to obstaja nekaj evrov vredna zavarovalniška potuha, ki pa to ne bi smela biti. A je zdaj to, v bistvu, če sem pustil prenosni računalnik na sedežih, se to šteje kot malomarnost ali ne? V resnici ja, ampak tudi tako kritje je podano. Seveda je lepo, da lahko zavarovalnici doplačamo nekaj evrov, pa smo na poti bolj mirni. Ampak spet, ne bodimo naivni, preberimo drobni tisk. Zavarovanje prtljage krije vse predmete, ki so nameščeni v ali na vozilu, in to krijemo do zavarovalne vsote 5000 evrov. Se pravi, če je to kolo vredno 3500 evrov, električno pa to grevel kolo vredno v bistvu tudi recimo 3000 evrov, pa še strešni kovček noter za recimo 500 evrov, se pravi prekoračen tistih 5000 evrov. Seveda, ja. To je 5000 evrov po zavarovalnem primeru, torej na en dogodek. Za zelo draga kolesa je potrebno skleniti posebno zavarovanje. Je pa to zavarovanje zelo splošno in krije predmete vseh družinskih članov, in zaradi tega se tudi stranke zelo množično odločijo za sklenitev tega zavarovanja, ki pride zgolj nekaj evrov. Tam je tudi ena postavka, da krijete poškodbe. Kaj zdaj to v resnici v praksi pomeni? Lahko vidim še primer. Seveda. Torej, ko kolo snamemo iz prtljažnika in se potem s kolesom peljemo, lahko pride tudi do trka z neko tretjo osebo. Aha, se pravi, kot uporabnik e-skiroja, recimo, zbijem pešca in potem pešec bo oskrbljen. Tako. Seveda lahko pride tudi do poškodbe samega uporabnika, torej voznika tega mikroprevoznega sredstva ali pa kolesa v tem primeru električnega. Tukaj krijemo potem stroške rehabilitacije. Nudimo pa tudi asistenco, torej lahko pride do počene pnevmatike ali pa do izpraznjene baterije, recimo. Se pravi, če grem jaz recimo v hribe, potem pa... Če greste v hribe, vam zmanjka baterije, s kolesa vam zmanjka baterije ali pa vam poči pnevmatika, vas pridemo tudi tja rešiti. Kaj pa, če grem peš v hribe? A to pa ne. Greste pa peš v hribe, pa turistično zavarovanje. Dejmo, povrtajmo še malo, da ne bo potem nepotrebnih presenečenj. Tudi pri močnem zaviranju v bistvu ta predmet poleti po kabini in recimo nekoga poškoduje, recimo po glavi. To je malomarnost. To je nepravilno nameščena prtljaga. Definitivno odsvetujemo to, sploh težje kose je potrebno dati, kar ste tudi v vaši oddaji večkrat lepo povedali, čim bolj za sedež zadaj, torej da ob naletu, trku ali pa tudi močnem zaviranju ne uspe pridobiti hitrosti, posledično kinetične energije, ki lahko poškoduje bodi si vozilo, še hujš pa potnike v vozilu. Malomarnost je ime tudi pretiranemu hitenju pri nameščanju koles. Kaj pa, če niso pravilno pritrjene? Se pravi, recimo, da preveč ohlapno v bistvu namestimo ta kolesa gor, pa se potem zapeljemo čez kakšni ležeči policaj, pa potem ta kolesa poškoduje tudi avtomobil. Kaj se recimo v tem primeru zgodi? Torej,
Kolo kot tako je še vedno krito po tem dodatnem zavarovanju, ki je pripeto avtomobilski polici. Samo vozilo, če bi pa prišlo potem do trka nepravilno nameščenega kolesa na vozilo, tudi če ima vozilo sklenjeno zavarovanje splošnega avtomobilskega kaska, ki sicer krije trke in pa udarce predmetov, pa v tem primeru tega kritja ni, ker je šlo za malomarno nameščanje kolesa na vozilo. In pripeljali smo se na počivališče, da bomo spili kavo, pretaknili smo ugasnili motor in potem smo dobili na zaslonu to sporočilo. Ne pozabite na vaše otroke na zadnjih sedežih. Seveda, to sporočilo so avtomobilski proizvajalci začeli vgrajevati zaradi statistike. Dejansko se je to že dogajalo, pa ne samo v Ameriki, tudi v Evropi in celo v Sloveniji. Ampak kot slišimo, očitno bodo morali na ta zaslon pripisati tudi ne pozabite na tiste vaše prijatelje, ki ponavadi pravijo ho, ho. Kokrat gremo mi na kavico, spustimo psa, naj se polula, naj popije vodo, naj preberete njegove Facebooke po okolici. Ne smemo ga pustiti samega v avtu, tudi če pustimo priprta stekla. To ne bo pomagalo nič. Če avto stoji, prije na 45-50 stopinj parih minutah lahko in v takem primeru dosti hitro prije do kolapsa. Zgubi orientacijo, temno plav, zelen jezik dobi, zelo gosta slina, zelo hitro lahko zapade v šok. Pes nima znojnic, pes se znoji samo s pomočjo jezika. Zaradi tega ga vidimo tem dolgim jezikom. To je njihovo v bistvu znojenje, odvajanje od previsoke temperature. Če prije do pregretja, ne psa na hitro pomočati v vodo, da ga potunkamo, a pa da ga po celem telesu pošpricamo s hladno vodo, dajmo počasi mirno začeti po vratu, na vratu in potem po trebuhu in da ga počasi ohladimo. Kajti, če prije do hitre temperature, naenkrat pade v šok, kolaps. Psom težavna je poletna vožnja nasploh. Klima, to človeku še pomaga, psu tale suh, mrzel zrak ni dober, vpliva vsekakor na učke prvo delo in potem na dihala. Kot vedno pa je tudi pri psih ključnega pomena prijaznost. Ja, je čarobna beseda. Jaz se ponavadi podrgnem z mojim nosom njegov smrček. To dostikrat pomaga. Kako pravilno voziti tiste prijatelje, ki so nas veseli čisto vsakič, ko pridemo domov? No, o tem smo že govorili v prav posebnem prispevku. V tistem, ko smo prevoz psov primerjali s prevozom mačje pande. In ta prispevek naj bo zdaj vaš naslednji klik.